Serija zmag se je nadaljevala tudi v Celju in se podaljšala na 4, na koncu zmaga 2-0 in tudi prekinitev negativne bilance v medsebojnih tekmah. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj sprememb v ekipi, namesto vrhovca je v zvezni vrsti začel Krecu, v zvezno vrsto se je iz obrambe preselil tudi Pihler, na desni strani v obrambi pa Felipe Santos. Namesto Kronavetra je v napadu tokrat dobil priložnost Aljoša Matko, ki je sjajno izkoristil z 2 zadetkoma. Začnimo v 3. minuti, ko se je po podaji Kolmaniča najprej priložnost ponudila Repasu. Dvakrat so v naslednjih minutah zapretili domačini, najprej v 6. minuti Bezjak mimo, v 9. minuti pa Stojinović nenatančen. No, v 14. minuti pa vodstvo po dolgi akciji, najprej Krecu podal z desne strani, potem pa v gneči dovolj vztrajen Mlakar, žoga se je odbila do Matka, ki je zabil za 1-0. Domačini so pritisnili za izenačenje v 23. minuti, toda Martinović je blokiral in žoga se je odbila v kot. V naslednji minuti priložnost za povišanje vodstva, Mlakar je že spravil žogo čez vratarja Rozmana, toda Čalušić je preprečil povišanje vodstva. Še pred koncem prvega polčasa pa nova priložnost, tokrat Pihler, Matko in na koncu Mlakar. Domačini so zaustavili tudi ta poskus. Ostalo je s prednostjo 1 zadetka, tudi drugi polčas ni ponudil veliko priložnosti, predvsem Celjani so ostali brez pravega strela proti golu. Na drugi strani prvi strel v 57. minuti Mlakar, vratar Rozman je odbil, no ni pa bilo rešitve v naslednji akciji. Rudi Požek-Vanca še streljal daleč, domači vratar je odbil, Mlakar je bil prvi pri žogi in krasno podal, Matko pa še lepše zabil s peto za 2-0. Noi siamo una squadra che abbiamo la miglior classifica per gol fatti. Penso che dobbiamo migliorare, cercare di ricevere meno gol. Si lavora per quello, non è sempre facile, però a me quando si vince con autorità come l'abbiamo fatto stasera mi piace molto. Do konca številne menjave, domačim se ni uspelo približati, mariborski napad pa je bil najbližje zadetku ob koncu tekme in blizu hat-triku je bil Matko, po podaji Miheliča je bil na koncu uspešen domači vratar. Mislim, da vsak ki dobi priložnost, da vse od sebe, tudi dobro delamo na treningih, to se zdaj kaže tudi na tekmah. Mislim, da smo dobili eno samozavest in upam, da gremo samo tako dalje. Končalo se je torej z zmago, po dolgem času tudi brez prejetega zadetka in potrditev vodstva na lestvici. Naslednja tekma na sporedu v soboto popoldne v Ljudski vrt pa prihaja še en neugoden nasprotnik, Tabor Sežana.